Torej, dragi moji, povabljen sem bil, da povem nekaj o tem, kar je tukaj na platnu. Da povem nekaj, o čemer smo že govorili, ampak da povedal še nekaj novega. Zakaj so naše roke tako spretne, kot so, ker so zelo spretne, in hkrati, zakaj so naše roke tako pomembne. Tukaj oboje skupaj. Zakaj so pomembne, zakaj so bile v naši zgodovini, za naše prednike pomembne in zakaj so tako spretne. Torej, oboje gre skupaj. Pomembne so in spretne. Spretne, ker so pomembne in pomembne, ker so zelo spretne. Ok? Zdaj, če bo kaj preveč zapleteno ali pa nerazumljivo, prosim, samo rečite in me ustavite. Prav. Temu rečemo intelektualna samoobramba. Da ne bom govoril stvari, ki jih ne boste razumeli in si ne boste upali reči, mi neč ne razumemo, da je nekaj. Torej, čim kaj ne bo razumljivo, rečite še enkrat ali pa, prosim, ponovi, bolj razumljivo ali pa kaj podobne. Okay? Jaz bom uporabil nekaj besed, ki bodo mogoče zvenele nenavadno ali pa bodo za vas tuje, zato pričakujem, da se boste takrat oglasili. Uporabil pa nekaj besed, namenoma. Namenoma jih bom uporabil. In bom tudi povedal, zakaj. Se pravi, povedal bom nekaj, česar gotovo še niste nikoli slišali. In to je dobro. In upam, da bo razvidno, zakaj je dobro. Zakaj je dobro, da se včasih lotimo kakšne zadeve, ki je za nas nova in je na začetku nerazumljiva in je mogoče na začetku težka. Zakaj je to dobro? Vsaj včasih. Da ne ponavljamo vedno eno isto v življenju. Okay? Dobro, zdaj pa najprej ena vzporednica. Upam, da ne bo preveč zapleteno. Če bo, mi spet dostavite. Najprej ena vzporednica. Torej, rekli smo, govorili bomo o tem, zakaj so roke, ki jih imamo, spretne, so zelo spretne, in zakaj je to pomembno za nas. Prosim. Kaj je vzporednica? Aha, s to zgodbo o rokah bom povedal tako vzporedno. Se pravi, boste povezani. Boste povezani, ja. Boste tako vzporedni, paralelni, tako. Ampak ena bo bolj dolga, ta zgodba, pa bo o rokah, o prstih, ena bo pa bolj kratka, zelo kratka, ampak bo pa vzporedna. Se pravi, se bo povezovala. Se bo zelo povezovala, ja. Zelo. No in poglej pa to drugo zgodbo, o kateri ne bomo govorili, se pa zelo povezuje s to, o kateri bomo. Ok. Ta zgodba je tale. Če bi si pogledali, pa si ne bomo, če bi si pogledali tale znanstveni članek, če bi ga prebrali, jaz bom samo povzel glavno ugotovitev, pa bomo šli pa nazaj k rokam. Torej, glavna ugotovitev te raziskave, ki je izvrstna, izjemna študija, glavna ugotovitev je tale. Ko ljudje poslušamo zvoke, glasbo, ko torej slišimo določene stvari, se v naših možganih nekaj dogaja. Znanstveniki so razvili eno izjemno metodo, s katero to lahko ugotovijo, oziroma vidijo.
kaj se dogaja v naših možganih, ko poslušamo, naprimer, glasbo. Ljudje praviloma radi poslušajo glasbo. Tako rekoč vsak človek rad posluša kakšno glasbo. Danes vemo zelo natančno, zakaj je to dobro in kaj se dogaja v naših možganih. Če bi torej tole prebrali, bi videli, ugotovili, bi se prepričali, da se naši možgani spreminjajo, ko poslušamo glasbo. Spreminjajo se. Na različne načine se spreminjajo. Ob različni glasbi se različno spreminjajo. Ampak glavna ugotovitev je, da se spreminjajo. V naših možganih obstajajo celice, ki se imenujejo nevroni. Ti nevroni so med seboj povezani. Povezani so v mreže. Mreže imajo različne oblike. Ko torej poslušamo, se te oblike spreminjajo. In to je lahko super dobro. Spreminjanje tega, kar se dogaja v naših možganih. Zlasti je to pomembno takrat, ko se lotimo česa novega. Hvala. Hvala. Prosim, še eno vprašanje. A tu se začnemo poslušati eno glasbo, ko zanimljivo. Se zavedno spremeni ta nebo? Te oblike se spreminjajo, ja. Lahko se spreminjajo tudi vedno, če bomo vedno znova poslušali glasbo. Če bomo samo enkrat, to čez nekaj časa ne bo več delovalo. Ne. Če pač večkrat na dan poslušamo. Večkrat ali pa pogosto, vsak teden, pač skozi svoje življenje, da to počnemo pogosto. Vsako jutro obvezno. Naprimer, vsako jutro, ali ampak, Saj jaz. no, tako, pogosto. Zaenkrat to pustimo, samo citirali smo eno raziskavo. Spreminjajo se torej možgani, nevronske mreže dobijo nove in drugačne oblike. Gremo pa nazaj k našim rokam. In najprej, čisto kratko, si poglejmo eno lekcijo iz evolucijske psihologije oziroma evolucijske biologije. Kaj ti naši možgani? Možgani, ki jih imate v glavi, niso nastali z vami, niso nastali včeraj. Vaši možgani se razvijajo že vsaj, da ne bomo šli predaleč, vsaj 8 milijonov let. Okay? To je pomemben podatek. Vsaj 8 milijonov let. Zakaj ravno 8 milijonov? Zato, ker je po dozdajšnjih raziskavah naš davni prednik, ki ga imamo skupaj s šimpanzi, šimpanzi in ljudje, imamo skupnega prednika, ki je živel pred približno 8 milijoni let. To je neposredni prednik. Da ne boš zdaj nazaj do rib, pa še v prav morje. Torej 8 milijonov let razvoja. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker so možgani v vseh teh milijonih let se spreminjali. Spreminjali so se zaradi različnih dejavnikov, ki nas zdaj ne zanimajo. Nas zanima samo to, da so se spreminjali. In vemo, kaj vse jih je spreminjalo oziroma razvijalo, da so danes tako veliki, kot so in tako zmogljivi, kot so. Naši možgani so izjemno zmogljivi, so neverjetno zmogljivi, so skoraj čudežno zmogljivi. Možgani zmorejo čisto preproste zadeve, kot je zaznati svet okoli sebe,
Znajo pa tudi napisati, naprimer tako kot Beethoven, simfonijo, znajo, omogočajo nekomu, da to simfonijo odigra, znajo oblikovati Schrödingerjevo enačbo, razumeti, kako je narejen atom in tako dalje. Torej, vaši možgani so izjemno sposobni. In to si je dobro spomniti. Schrödingerjeva enačba je izjemno zapletena matematična enačba, ki jo je zapisal človek, ki se je pisal Schrödinger. Ja, zato se imenuje Schrödingerjeva. Erwin Schrödinger je bil nemški fizik, ki je to enačbo zapisal, pustimo zdaj pri miru, zato se imenuje Schrödingerjeva, ker se je tako pisal. Če bi to iznašel Dušan Rutar, bi se pa imenovala Rutarjeva. Ampak Dušan Rutar ni sposoben te enačbe niti razumeti, kaj še je ustvariti, no Schrödinger je pa bil. Okay? To je ta gospod, že ne živi. Torej, zapomnimo se dve zadevi. Dve zadevi si zapomnimo, ki sta zelo pomembni. Ena je, da so vaši možgani izjemno sposobni. In drugič, da se spreminjajo. In da poznamo dejavnike, zaradi katerih se spreminjajo. In da je to dobro vedeti, kajti, če se spreminjajo, se lahko spreminjajo tudi na boljše. Nažalost se lahko tudi na slabše. Noben ne želi imeti, recimo, demence. To je spreminjanje možganov zelo na slabše. To ni dobro. To ni prosim. Kako se lahko spremenijo na slabše? Aha, kako se spremenijo na slabše? Možgani se lahko spremenijo na slabše, naprimer, če uživamo kakšne substance, ki možganom škodijo. Cigaret, prosim? Živila, naprimer droga, kakšna živila, transnasičene maščobe, alkohol, cigareti itd. itd. S takimi substancami, s takimi molekulami, ki poškodujejo naše možgane, gotovo ne bomo prispevali k temu, da se bodo možgani razvijali na bolje, ker se ne bodo, ampak se bodo na slabše. So molekule, lahko so tudi kakšni drugi toksini, toksične stvari, ki prihajajo iz okolja in tako dalje, kakšna sevanja itd. Vse tisto, kar poškoduje, naprimer, nevrone, kar jih hrani, kar poškoduje nevronske mreže, da razpadajo, namesto da bi se ukrepile. In ko se to dogaja, če se to dogaja dolgo časa, se dogaja, da se možgani začnejo spreminjati na slabše. In recimo, demenca je ena taka bolezen, ki pove, da so se spremenili možgani zelo, zelo na slabše. Najprej se to kaže v obliki spominskih motenj, potem pa še v obliki drugih težav. Skratka, nas zanima zdaj predvsem, kako se možgani spreminjajo na bolje. Na bolje. Da so bolj krepke nevronske mreže, da so bolj goste, da spodbujamo rast novih nevronov, ker vemo, da to lahko naredimo. Skratka, nas zanima spreminjanje na bolje. Možgani so že tako izjemno zmogljivi, ampak mi bi radi, da ostanejo zmogljivi čim dlje, ali pa celo, da postanejo še bolj zmogljivi, kot že so. Ali je to v našem interesu? Ja, mislim, zakaj ne bi bilo? Zakaj ne bi bilo? In mi vemo, kako lahko naši možgane treniramo. Kako jih lahko treniramo, da bodo še bolj zmogljivi? Da gledamo kvize po televiziji, ampak da križanke rešujemo. Kaj je križanke rešujemo, to nam raj, javno prvo. Ali pa igramo šah? Šah. Recimo. Ali pa poskusimo nekaj novega, kot ste rekli. Poskusimo nekaj novega, recimo se naučiti igrati violino, naprimer, ali pa tako, da beremo knjige, prosim. Lahko se cel več pogovarjamo. Tudi. Lahko se pogovarjamo, lahko se tudi pogovarjamo na načine, ki so recimo malo bolj zahtevni,
ne samo vsakdanji klepet o vremenu, Ja, klepet o vremenu, kaj prav glih zahteven najbrž ni. Razen, če je res strokoven. Ajde, recimo, da nas zanima, Meteorologija. recimo meteorologija, da nas zanima podnebje kot kaotični sistem. Ne? In nas zanima, zakaj se lahko vreme spremeni v minuti, ne? Zakaj ga je tako težko napovedati, itd. Skratka, gotovo so to prakse, pa še kakšne druge so, ki nam pomagajo ohranjati kapacitete možganov oziroma jih trenirati, ne? Da postanejo še bolj zmogljivi. No, naši možgani so to že vsaj 8 milijonov let počeli, oziroma njihovi nosilci, seveda naši predniki, so to počeli. Ne? So počeli in tukaj je par takih idej, ne? Pri tem razvoju možganov je bilo zelo pomembno, poleg drugega, to, da so se naši predniki postavili na 2 nogi. Da hodimo po 2 nogah. To je zelo pomembno. Zelo pomembno je, ker so se naše roke osvobodile. Mi ne hodimo po 4, ker če bi hodili po 4, bi bile naše roke zasedene, ne bi zaposlene, pač s hojo. Pa tudi ne bi imeli to obliko prstov, bi bilo bolj kakor kančal pa neki ta znak. Tako je, ne bi imeli te oblike. Bi morda verjetno podobno obliko, kot imajo šimpanzi, ker imamo skupnega prednika. Pa daljše bi bile Dosti daljše bi bile, tako, spet, podobno kot pri šimpanzu. Ko kremple bi imeli na mest teh noktov, na primer. Kako? Da bi imeli kremple na mest teh noktov. Krempljev glih ne bi imeli, ker tudi jih ne bi nekako znali, pa mogli, pa bi treba uporabljati. Bolj verjetno, da bi imeli podobne kot šimpanzi, ki nimajo krempljev, oni imajo nohte, tako kot mi. Ja, velik daljše kazen. To gre res. veliko bolj osle. Ok, tudi ker rabijo pač to za hrano, ne, uporabljajo za hrano, da jo lahko uporabljajo. No, v vsakem primeru je bilo zelo pomembno, da so roke postale proste. Kar pomeni, tam ne piše, da so bile osvobojene. To pomeni, da so se lahko začele razvijati za nekaj drugega. Ne samo za to, za kar uporabljajo roke, naprimer šimpanzi, ki hodijo ali pa se po drevesu se gor pa dol zvirajo in uporabljajo roke. Naš prednik, ki ni več živel v gozdu, ampak je začel živeti v savani in je hodil po konci, je imel proste roke. In roke so se lahko začele razvijati za, naprimer, uporabo orodij, za izdelavo orodij, ki so jih uporabljali naši predniki. Zdaj, tudi nekatere druge živali uporabljajo orodja, samo ne tako sofisticirana, ne tako spretna kot ljudje, ali pa tako zahtevna, če hočete. No, za nas je pomembno tole, če še enkrat ponovimo, se pravi, imamo možgane, ki so se razvijali 8 milijonov let. Pri tem je bilo zelo pomembno, da so se spreminjali, postali se bolj kompleksni, vse večji, vse težji tudi, da so bile roke osvobojene. Obstajajo neposredne 8 milijonov let stare povezave med osvobojenimi rokami, ki so vse bolj spretne, in možgani, ki so vse bolj razviti, vse večji, vse bolj kompleksni in tako dalje, tako dalje. To je neposredno povezano. Spreminjanje spretnosti rok je usporedno, še ena usporednica, s spreminjanjem možganov. Okay? Tukaj že lahko slutimo, da je za razvoj možganov, za spreminjanje možganov na bolje zelo pomembno razvijati, krepiti spretnosti rok. Ni to edina dejavnost, ki je pomembna za razvoj možganov, je pa zelo pomembna. Evolucijsko je pomembna,
In tudi danes je pomembna, česar se vse bolj zavedamo. Okay? Vse bolj se zavedamo, kako je pomembno krepiti spretnosti rok skozi življenje. Ne samo enkrat, ampak dvakrat. Ne samo takrat, ko smo mladi. Ampak skozi življenje, ves čas. Ker s tem, to bomo bolj videli, ko krepimo spretnosti rok, neposredno krepimo zmožnosti možganov. Prosim. Kako pa lahko krepimo spretnosti rok? Dobro vprašanje. Izvrstno, pa bomo mi kar počas prišli k temu, kako krepimo spretnosti rok. Vidite, tukaj nekaj pač idej, to sem že prej povedal, pogledajte, kako so se možgani v 8 milijonih let spremenili od te velikosti, 400 kubičnih centimetrov, do današnje, ki je 1400, zelo več kot 3-krat večji, gostejši, če lahko rečem, so možgani. In ti možgani, ki imajo približno 1400 kubičnih centimetrov, imajo približno, spet Ben seveda ni preštel čisto natančno, 86 milijard nevronov, oziroma tistih celic, ki sem približno 86 milijard jih je. Okay? In med seboj so povezane tako gosto, da je približno 1000 milijard povezav med njimi. Približno 1000 milijard ali 1 biljon. Nekateri znanstveniki pravijo, da jih je celo 1 trilijon. To je že nepredstavljivo velika številka. V glavnem velikih je, to je pomembno. Velik, zelo velik. In želimo, da bi jih toliko tudi ostalo skozi naše življenje. Ne želimo, da se zmanjša število povezav med nevroni. Ne želimo, to ni dobro za nas. Ne želimo demence, ne želimo, da nam spomin peša, ne želimo, da nismo več zmožni tako dobro govoriti, tako spretno govoriti kot takrat, ko smo bili mladi. Ne želimo tega. Mi želimo ohraniti svoje zmožnosti. A se strinjate? Ja. Seveda se, upam, da se, jasno, da se. In ne samo, da jih želimo ohraniti. Zakaj jih ne bi še povečali? Ker jih lahko. Tako kot lahko ukrepite svoje mišice, lahko ukrepite tudi možgane. In mi vemo kako. In ti si vprašala, kako. No, recimo tukaj je nekaj takih idej, ki so jih naši predniki uporabljali, oziroma razvijali, udejanjali, če lahko rečem, skozi 8 milijonov let. Izdelovali so vse bolj zapletena orodja. Orodja, s katerimi so razbijali kamne, ali pa gradili hiše, ali pa lovili živali, nabirali hrano, tako orodja so razvijali. Zelo spretna orodja, oziroma zahtevna orodja, ki so zahtevala zelo spretne roke, da so jih naredili in jih potem znali uporabiti. Pomislite na klavir. Ja, Ne samo, da znamo klavir narediti, znamo tudi igrati nanj. In obstajajo pianisti, ki znajo tako spretno in tako dobro igrati, da meni vedno znova čeluz dol pade, ko jih poslušam. Kako si zapomnijo na tisoče in tisoče in tisoče not, da odigrajo vsako zapovrstjo, tako kot je treba. To je neverjetna zmožnost možganov, ki obstaja, to ni izmišljeno. Se pravi, razvijamo, a ne s pomočjo recimo različnih orodij, ki jih potem uporabljamo, razvijamo tako, da orodja naredimo ali pa kakšne druge izdelke, da jih z rokami naredimo. Ne, da jih samo kupimo v trgovini, ena možnost je, da jih kupimo. Ne? Druga pa možnost pa je, da kakšno stvar tudi naredimo sami, z rokami. Ne? In s tem že krepimo povezave, ki sem jih omenjal med rokami in možgani. Večkrat, ko uporabljamo roke, bolj jih treniramo, da so spretne in s tem treniramo svoje možgane. Sedaj, ko govorimo o treningu, tole pomeni, da neko stvar naredimo enkrat, pa 16 let nič. Dušan, Prosim. ko si izdal srečevanje, pa da si omenjaš pianiste, si pisal tudi o Svjatoslavu Richterju. No, za Svjatoslava so rekli, da pri njem ni presenetljivo samo to,
da na pamet vse to ve in da ne potrebuje partitur, ampak da je mogoče, se najbolj odlikuje v tem, da se v vsakem trenutku dolge skladbe natanko zaveda, na katerem mestu je in kaj je še v spredje in kaj je zadnje. Točno to. Ti si eden tistih, verjetno 3 v Sloveniji, ki ve, da sem jaz to knjigo pisal in da sem o tem govoril. Hvala za to referenco, če lahko to rečem, oziroma da si spomnim to. Ja, res je. Res je. In mogoče se dobro pri tem še malo zadržati. Namreč, prosim, kako pa zdaj, ko imamo te razne, zaradi katerih smo te, na primer, cerebralna paraliza, Ja. pa mora biti v teh šolah, kako pa, če bi bili šimpanzi, ko bi pol hodil, ker te ročaji so mi preveč, ker bi šimpanzi, razen sam po tem delu bi se lahko, da ta del tam dol, ja. Ja. pa da se potem vleče. Ja, okej. No, ampak k sreči nismo šimpanzi, oziroma, jaz nimam več proti šimpanzom, nekaj narobe, ne? Ja, nismo šimpanzi. Seveda, do tega še pridemo. Prav, malo zadrži to, da ne bomo zdaj preveč preskakovali, pa bo narodno za druge, ki ne sledijo. Do tega še pridemo, kar si zdaj povedal. Gremo najprej k temu, kar je rekel profesor. Prav? Okay. Okay, pa potem pridemo počas do tega. Torej, ja, dajmo se še malo ustaviti pri tem, dajmo se malo ustaviti. Kaj je zdaj profesor Pršin povedal? Povedal je, da ne samo Svjatoslav Richter, seveda, izjemen, ampak tudi možgani kot taki, ni važno, da pripadajo enemu ali drugemu človeku. Možgani zmorejo, to je njihova naravna zmožnost, trenirana 8 milijonov let. Okay? Možgani zmorejo v vsakem trenutku vedeti, kaj se je dogajalo malo prej, kaj se dogaja zdajle in kaj se bo dogajalo kasneje. Možgani to zmorejo. Kaj to pomeni zdajle, ta hip tukaj? Jaz zdajle ne vem, katere stavke bom pripovedoval čez 1 minuto pa pol. Ne vem. V nekem smislu moji možgani pa vejo. O tem je govoril profesor. Jaz čez 1 minuto pa pol ne bom začel govoriti o kuharskih receptih. Ali pa o vremenu. Ali pa o tem, koliko je snega tam ne zunaj. Ker če bom začel, pokličite tamne na psihiatrijo, da me čim prej odpeljejo. Ne bom. Čez 1 minuto in pol bom najverjetneje govoril o evoluciji, možganih, rokah, kako jih treniramo, kognitivnih zmožnostih in tako dalje. Ne vem pa čisto natančno, katere besede bom uporabljal čez 1 minuto pa pol. Ali pa čez 23. Ne vem. Ampak moji možgani vejo. Jaz se lahko zanesem na možgane, pazite, to je zelo pomembno. Zanesem se. Jaz zaupam svojim možganom, da čez 1 minuto in pol ne bodo začeli brez veze blebetati. Ali pa govoriti kitajsko. Ne bodo. Zanesem se na to. A razumete, o čem govorim? Zanesem se, da moji možgani bolj kot jaz, moja zavest, vedo, kaj bom počel čez 1 minuto in pol. Ali pa čez 13. Vedo. A veste, kdaj je to pomembno? To je pomembno takrat, ko pride kdo in reče, joj, meni je toliko strah nastopati, jutri imam nastop pred občinstvom, predavanje, glasbeno točko, kaj drugega, meni je toliko strah, toliko sem trema me krabi, kaj naj naredim, ne? Da se bom zdobil treme. In moj odgovor je vedno presenetljiv in vedno gledajo ljudje. Moj odgovor je prav nič. Nič ni treba narediti. Samo verjemite, da vaši možgani točno vejo, kaj je treba narediti in bodo to tudi naredili. Okay? Vem, da se čudno sliši, vedno me čukasto gledajo, ne?
ti si ja psiholog, ti bi moral zdaj povedati, kaj ni jaz zdaj naredim, da bom se treme znebil, kam imam čez 1 uro pa pol. Ne boš se jo znebil. In ni treba, dobro, razen če je panični napad v tem primeru že, ne? Ni treba ničesar narediti. Ko boš prišel na oder, bodo tvoji možgani, tako kot je Svjatoslav Richter, se usedel za klavir in je bil sposoben 1 uro odigrati brezhibno. Brezhibno. Tisto, kar je pač hotel odigrati, ker so njegovi možgani to zmogli. Ne toliko njegova zavest, njegov jaz, ne ta je tisto, kar je prestrašen. Možgani niso nič prestrašeni. Možgani vejo. In seveda, če smo jih dovolj trenirali, jasno, če smo jih trenirali, potem vejo. Če jih nismo trenirali, pa je malo težava, ne? Po 10 ur na dan je treniral. Evo, no, naprimer, to je trening, ki pomeni, da njegovi možgani naslednjih 100 let ne bodo propadli. Preprosto ne bodo, ker jih je treniral. Zdaj, jaz, da ne boste narobe razumeli, jaz ne trdim, da mora zdaj vsak začeti 10 ur na dan trenirati kakšno stvar. Tega nisem rekel. Lahko je zelo koristno, ampak nisem pa rekel, da morate. Lahko sam 2 uri, ali pa 4 minute. Meni je vse, ne? Ampak dejstvo pa je, da bolj, ko jih treniramo, bolj trenirani so. Ko so, recimo v srednjem veku, menihi prepisovali v samostanih stare knjige, takrat ni bilo fotokopirnih strojev, to je bilo celo knjigo, treba še enkrat napisati in nekaj načečkati v 3 krasne. Ne, to je bilo treba z lepo pisavo, ki so se je najprej učili dolga leta. A si predstavljate, celo knjigo prepisati, od črke do črke. Koliko strani pa bilo? 100, 200, 1000, so zelo različne debele knjige, eno so take. S tem, da je bilo v knjigah ogromno težkih ilustracij. To je bilo pa še zraven, tako je, ilustracije so bile. In to se je pisalo lahko tudi mesece in leta. Ja. Vsak dan, ure in ure in ure. To je bil trening, da ti čutil spanje. Kako? Kako so to zdržali? Zdržali so, ja. So zdržali, ja. Ni bilo lahko. Ob sveči, a si predstavljate, obstaja poseben prostor, kjer so to počeli, elektrike še ni bilo, sveča, papir, pero, piši, Joža. Črnilo. Črnilo seveda, brez črnila ne gre. Črnilo, niso pisali. No, pravzaprav, če že kar lahko povem, ključno idejo današnjega tega srečanja, danes, stoletja pozneje, o tem smo že govorili, se v nekaterih šolah vračamo na tanko kreslo. K preizkušeni praksi, ki je dobra za spretnosti rok in zmožnosti možganov. Pisanje na roko. Te smo že govorili. Nekatere šole, v prvem razredu osnovne šole, uvajajo spet, tako kot smo mi smo, ko smo tle že malo seniori, mi smo to bili deležni, mi smo bili tega deležni, ko smo hodili v še prejšnje šole, tam je zdaj ena nova šola Frana Albrehta, takrat, ko sem jaz hodil v njo, se je tudi imenovala nova, ker je bila njih takrat dejansko nova, no zdaj so jo že podarili, sem naredil novo, in jaz se spomnim, starši so mi kupili pero, črnilo, v šolski klopi je bil, tako je bila odprtina, prostorček, kamor si tisti črnilnik stavil, in potem smo se učili s peresom. Črnilo, pero, B, C in tako dalje. Je bilo še težji, kot danes, ker ste imeli pero, ker danes... V nekaj smislu, je bilo težje. Ampak, če vprašate moje možgane, je bilo pa boljše. Bilo je težje. Ja, vse, kar je težko, je ponovadi bolj, kot tisto. Ja, ne vedno, ampak včasih. V večini primerov, Je, imaš prav. Mi smo se s tem
Ok, sej svinčnik, red, zaradi mene je to pero, ne, ali pa gosje pero, ali pa unaprav. Ja, pomembno je spretnost roke, ne, da pišemo lepo, ne da nekaj čačkamo, se tudi to je v redu, no, če pišemo lepo, pa še bolje. Ne, ker je to zelo precizno, natančno, počasno delo. To je pomembno. Precizno je, kar nekaj nakrcaš. Precizno je, natančno je, no, vse je isto to, ne? Precizno je, natančno. Ne, isto beseda. Ja, zdaj je sinonimi to, ne? Precizno, natančno. Ok, precizno, natančno, počasno, to se počasi dela. In naši možgani uživajo. Naši možgani pri tem uživajo, ker je to, ta dejavnost, precizno, počasno, pisanje dobra. Tako za roke, kot za možgane. Za oboje je dobra. Eno vprašanje. Prosim. Če pišeš ti zgodbe, recimo, a je to tudi dobro za možgane? Pisanje zgodb je zelo dobro za možgane. Zdaj smo malo prehiteli, do tega bi še prišli, ampak zdaj smo še počrki, ja, imaš prav. Pisanje zgodb. Predstavljajte si, pred mnogimi leti sem bil na Dunaju, na Berggasse 19, kjer je v svojem času živel v začetku 20. stoletja en psihoanalitik, ki se je pisal Sigmund Freud. In jaz sem obiskal njegovo, to ni bila rojstna hiža, pač tam je živel, ker v eni drugi. On ima ful knjig napisan. Tudi, in tam je v vitrini, v tistem njegovem stanovanju, je eno pero. Lepo tako zranjeno pero. S tem peresom je on napisal vse knjige, vse članke, vse dnevnike, pač vse, kar je napisal. Tega je veliko. Jaz imam recimo njegova zbrana dela doma, to je 23 knjig. To je približno toliko. To je on vse s tem peresom napisal na roke. To je pisanje zgodb. To so zgodbe, ja? Pa tudi, če so bili izmišljeni. Tudi, če so izmišljene, tudi so ni pomembno. Za tvoje možgane in tvoje roko je pomembno, da to pišeš. Domišljijska, znanstvena, fantastična, izmišljena, neizmišljena, znanstvena, ni pomembno. Pomembna je sama aktivnost, sama dejavnost, da to počneš. Naprimer, pogosto. Ali pa recimo 10 ur na dan. Prosim. Zdaj pri meni tudi možgani vejo računati pa vezave vezati, jaz pa ne. Izvrstno! Bravo, vejo, ja. Vejo. In to je tudi zanimiva tema, ki se je zdaj odprla, ampak se bomo z njo ukvarjali namreč, kako graditi zaupanje v možgane. To si zdaj lepo odprl temo, ampak ta tema je spet ena vzporednica, to je za kdaj drugič. Kako graditi zaupanje, da moji možgani vejo, da se mi ni treba bati, da bom padel na izpitu, ali pa da se mi ni treba bati, da bom narobe zračunal. Ali pa da bom narobe zračunal, ali pa da bom kaj narobe rekel. Jaz se nič ne bojim, recimo zdajle, da bom čez 1 minuto kaj narobe rekel. Zdaj nič ne bojim, ker vem, da moji možgani vejo, kaj bo treba čez 1 minuto povedati, da ne bo narobe. A lahko eno opombo o pisanju zgodb? Trenutno eden najbolj popularnih piscev, Haruki Murakami, je za sebe rekel, da nikakor se nima za tako strahotno talentiranega, da bi pisal sam od sebe. In da tudi, če tako malo pogleda, se je to malokrat zgodilo v zgodovini in tudi ni veliko takih del. Zato ima on natančen urnik, zato on zjutraj še v temi vstane, zato gre najprej teč in ko pride steka in ko se pripravi in vse ostalo, ima namenjen točno določen čas, ki ga bo namenil pisanju. Zato, ker pravi, da bo to, kar on počne, lahko doseže samo z načrtnim delom. To je del nečesa, kar imenujemo disciplina.
ali pa del tega, kar sem prej rekel, kar sem prej imenoval trening. Trening je mogoče malo čuden izraz v tem primeru. Raj rečemo temu disciplina. Ja. In jaz bi dodal v luči tega, kar smo že omenili, čisto na začetku, ko sem dal usporednico z glasbo. A si predstavljate, jaz se na primer z lahkoto predstavljam, da bi imeli, ne samo takrat, ko je mesec pisanja z roko, vsak dan, tukaj, v Siriusu, take delavnice, kjer bi združevali 3 zadeve, ne samo 2, 3. Ena je pisanje zgodb na roke. Pisanje zgodb na roke, ki bi ga krepili, razvijali tako, da bi se učili tudi lepega pisanja. Pravi, pisanja črk, na primer, tako kot nekoč, ker črke, ko vi recimo pritisnete na računalniku, na tipko, Ja, to ni isto. ni isto, ne? In se vam izpiše neka črka na zaslonu in zraven, če bi šli pogledati slog, bi videli, da piše Times New Roman. Times New Roman, ja. Times New Roman je tipologija, je oblika črk, ki je strogo določena. Mesece se je treba učiti tega načina, kako so oblikovane črke, ki se imenuje Times New Roman. Jaz nimam absolutno nič proti temu, da bi se učili kakšne tipologije. Kot je, ta je klasična, oblika črke, zbravi način, kako je črka narejena. Times New Roman ima prepoznaven način, ki je drugačen, kot je Verdana, recimo, ali pa Arja, ali tako je podobnega. Zdaj, če pogledate tipologije, gor boste videli, klasične so samo nekatere, niso vse tipologije klasične, kar hočete, ampak samo nekatere so klasične. Se pravi, ki so preživele tisočletja. Times New Roman, recimo, je taka tipologija črke. Jaz ne bi več proti temu, da bi se učili tipologije, potem pisanja z roko, pisanja zgodb in poslušanja glasbe. Istočasno. Istočasno. Prosim. Ja, povedal bi, A vi sam povete, da bom jaz moral nehati, pa bom nehal. Ja, povej. ja, povedal bi, videl, da bi imel svoj band. Da bi se povedal, jaz igram električno kitaro, David pa bobne. Odlično, in sta pravzaprav že band. Tako rekoč, a ne? Ja. Ja, Torej, a si predstavljate take delavnice? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Samo Meni bi bilo všeč. Evo, učenje črke, učenje pisanja zgodb in poslušanje glasbe. Hkrati, v isti delavnici, v isti prostoru. Prosim. Eno vprašanje. Dej. Kako lahko možgani, če recimo mi ne vemo enega odgovora na testu, kako lahko možgani vejo tisto, česar mi ne vemo? Odlično. Spet podobno vprašanje, kot ga je prej postavil Blaž. Zdaj, ko rečemo mi, ali pa ko rečem jaz, ne mislim strogo na možgane. Jaz ni isto kot možgani. Ok? Pustimo za enkrat, ker je preveč zapleteno, kaj to je. Rečemo, da je jaz zaimek. Vse je. Ko rečemo jaz, ali tako kot si ti rekla, mi mislimo malo širše na to, kar izraža beseda zavest. Zavest, a ne? Mislimo sebe. Recimo, tako je, ja? To je zavest, a ne? Ampak spet, možgani ni isto kot zavest. To ni isto. To sta dve različni stvari. Ne popolnoma različni, precej različni. Možgani ni isto kot zavest. Zato lahko možgani nekaj vejo, zavest pa ne ve, da možgani vejo. Zato, ker so možgani povezani. Ja, tudi zavest je, samo zavest je ožja. Zavest je
delovanje zavesti je bolj povezano s tem, kar mi včasih izkusimo na svoji koži, ko se nam česa ne da. Ali pa ko se nam kaj zgodi. A lahko tudi, ko se nam kaj zgodi. Ja. In se nam ne da, ne ljubi, nimamo volje, nimamo časa, nimamo energije, da bi se posvetili vsemu tistemu, kar pa naši možgani vejo. Se pravi, če bi malo poenostavil, bi rekel, naši možgani ne poznajo lenobe, naša zavest jo pa pozna. In zato je naša zavest včasih prestrašena, da nečesa ne vemo, da nečesa ne znamo, da se nismo dovolj dobro zapomnili, tako naprej. Naši možgani pa tega ne poznajo. Ker to, kar je v možganih zapisano, če lahko rečem, je zapisano, je tam. Se ni kaj bat, joj, a je tam, kako ne jaz vem, je tam. Če smo seveda trenirali. Če smo trenirali, je gotovo tam. Tudi, če naša zavest tega ne ve. Se pravi, preplašena je zavest. Možgani niso nič preplašeni. A ti god nekaj? Ja, jaz sem nekaj bral, da se ne ve, kje točno je zavest. Pač niso znali še določiti, kje točno bi se zavest dejansko nahajala. Sej, o tem so res silne debate. Mi pravzaprav strogo vseto sploh ne vemo, kaj zavest je. Mi samo čutimo, da nekaj je. Zavest najverjetneje ni nekaj, tako kot tale miška, da bi rekli, kje je. Jaz vem, kje je miška. Tukaj na mizi. Zavest je malo bolj zapletena, zgleda, da je tudi bolj abstraktna. Tako da, prvič, ne vemo čisto natančno, kaj je, še manj seveda vemo, kaj jo generira. Mi ne vemo tega. Nobenega dokaza nimamo, da samo malo, čisto malo se ustavite, bomo še eno spremljico naredili, četrto, kjer že. Upam, da ni preveč zapleteno. Samo malo. Sem jaz naredil domače naloge, veste? Ja, evo domače naloge. Zelo mislim. Tukaj je ena knjiga, ki sem jo prebral v zadnjem času. Napisal jo je nevroznanstvenik, ki se ukvarja med drugim tudi s tem vprašanjem, ampak prebral sem pa še eno, ki je pa, ta je pa mogoče še bolj zanimiva za to, kar si ti zdaj rekel. Namreč, to je knjiga, ki se na en zelo dober način loteva natanko tega vprašanja. To je to staro vprašanje, a vidite, tukaj je gorka piše čisto vrhu, kako je človeški nastal znotraj materialnega sveta. To je verjetno danes eno najtežjih vprašanj v znanosti. Eno najtežjih vprašanj, primerljivo z določenimi vprašanji iz kvantne fizike. Ne vemo. Ne vemo. Mi ne vemo, ne znamo pojasniti, kako je skozi evolucijo vesolja, ko so se rojevali zvezde in galaksije in planeti in tako naprej, materija, atomi, iz katerih vesolje je, kako je to povezano z nastankom zavesti? Nobody knows. Nihče ne ve. Ne vem. Mi samo domnevamo, da zavest je. Mi zase rečemo, zavest obstaja. Zavedamo se. Jaz se zdaj zavedam, da sem tukaj. Zavedam se vas. Kaj natančno pa zavest je, ne vemo. Zato je tudi izvrsten, če bo to knjigo kdaj bral, izvrsten naslov ima ta knjiga, povezane z enim starim vprašanjem, kako ena roka ploska. Ker mi smo navajeni, da dve roki rabimo za to, da ploska. Ena roka ne more ploskati. Kako ploska ena roka? Ja. Ne moram jo nekam prisloniti. Može nekam prisloniti, ampak to vzamemo kot metaforo, kot filozofski problem, se pa da. In to je knjiga o tem. Kako ploska ena knjiga. Ampak dobro, zdaj smo šli pa še čisto ene četrte vode, ne vem, kjer je že, moramo iti nazaj, k naši osnovni temi. Meni je všeč, zavrati take diskusijske srečanje, da se odpre ta tema, pa una, pa tretja, pa četrta, pa 16 usporednic. Sam pol rabimo eno šolsko leto, da se vseh lotimo tudi. Ne samo, da jih odpremo, ne? Pa rabimo veliko tega. Jaz ne vem več proti temu, to je
it's my job, to je moj poklic. A jaz sem tukaj do 6 zvečer, če bi kdo hotel. Ja, meni to ni problem. Ne? Ampak načelno pa seveda to je problem, ker moramo pol nadaljevati drug teden, pa pol. Zakaj pa ne bi? Prej je Rok rekel, mogoče bi pa odprli en nov tale usporedni koliko, ne, kaj že, odprti, ne usporedni, ja, odprti. No, smo samo usporednice hodili na mizo. Na misel. Delam mizo, ne, in zanimivo, kako je prej Goran, ne, zakaj branje, ne pa pisanje, ja, zato, ker so blazno dobre zadeve, ne, s čim vse so možgani zaposleni za sebe. Ok, gremo nazaj. Ja, zdaj moram tole vrnjeti pa nazaj. Ja. Na unga, a ne, tega, kar imam dva. In to smo že, to. No, eno stvar bi zdaj izpostavil, še enkrat, ker je na tej slikci tako dobro prikazana. Poglejte, mogoče tle, kar malo zasidramo zadevo. No, zelo počas in zelo natančno bomo tole povedali. Rekli smo torej, naši možgani so se razvijali vsaj 8 milijonov let. To pomeni, da so prestali ogromno preizkušenj, ogromno testov so prestali, vsak delček naših možganov, vsak neuron, vsaka sinapsa, vsak neurotransmiter, vsak električni potencial, ki je v možganih, je prestal ogromno testov, da je preživel. Ker če jih ne bi prestal, ne bi preživel. Kar pomeni, da so naši možgani blazno natrenirani, evolucijsko. Blazno, izjemno. Zato jih je dobro šparati, zato je dobro skrbeti. To smo že rekli. Zdaj pa poglejmo en komentarček k tejle sliki. Rekli smo že, milijone let se je dogajalo tole, kar je na tem zaslovu. Dogajalo se je ena množica povratnih zank. To je zelo pomembno, povratne zanke. Kaj to pomeni? Začnimo tukaj na levi. Ne, začnimo tukaj levo spodaj. Naši možgani so, kot ste prej videli, se razvijali in so povečali svoj volumen od 400 kubičnih centimetrov na 1400. Brez ustrezne hrane že ne. Se pravi, hrana je bila in je še vedno za naše možgane zelo pomembna. Tega smo se prej lotili, ko si ti rekla, kaj pa lahko poškoduje. Ja, določena vrsta hrane poškoduje naše možgane. Določena druga vrsta hrane jih pa ne poškoduje. Jih pa hrani. Pravi, je zelo pomembno, kaj jemo. Vidite, kako se zdi to nepovezano z našo temo, pisanje, branje, možgani, in smo pa kar nekaj na hrano prišli. Seveda, ker brez ustrezne hrane ni krepitve možganov. Bravo! Ni. Lahko razvijate roke, pa trenirate, pa igrate klavir, kakor hočete, ampak brez ustrezne hrane bodo učinki bolj majhni. Ja. Torej, ustrezna. Tako je. Ustrezna hrana. Zdaj pa ok, razumem. Se pravi, to pomeni, da ne smemo teh sladkarikov klesti. Zdaj, jaz ne bom rekel, da kar ne smem, da smemo, ker pa boste rekel, ja, Rutar je rekel, da svojem predavanju, da ne smemo jesti. Ne, tega Rutar ne bo nikoli rekel, da ne smete. Jaz nisem rekel, da ne smete. Lahko, sam pač umejo. V nekih razumnih mejah, ne bo tako reči. V razumnih mejah. Ne, da ne smete, v enih razumnih mejah. Zdaj pojesti polkilsko čokolado naenkrat, nekako glih ni. Dobro, pojesti 2 koščka, ok, v redu, zdaj spiti vsak dan 1 liter vina, imam jaz malo težave. Ok, pol kozarčka, dobro, če jih ne bi drugače. Ne bomo rekli, da smeš. Bomo pa rekli, uporabljaj možgane, uporabljaj razum, koliko je še dobro in kje je meja, onkraj kateri ni več dobro. Je, da sam rečeš pač ne. Tako je, da rečeš dost.
Ja. Naprimer, no, to je zelo pomembno. Ne, jaz pa ne bom. Ja, tako je. To znajo naši možgani narediti, torej uporabljamo jih. Ja. Naučimo se, to je v redu, to pa ni. To bomo, ono pa ne bomo. Eno vrečko bombonov naenkrat jih ne, en bombon, ok, to pa ja. Razen če si z družino delimo. Razen če si z družino, imamo 10 bratov in sester, eno vrečko bombonov, košus, ni problema. Ja. Da, pa tudi če 4, no. V redu, skratka, obstajajo meje, to je pomembno, obstajajo meje, onkraj katerih pač ni dobro jeti. Ok, torej hrana. Gremo naprej. Evolucijsko dobra hrana, ki so jo naši predniki jedli, je prispevala, močno prispevala, in bodo videli, ja, bilo je močno prispeval, k večjim možganom. Pa če hočete k večjim možganom, bolj zmogljivim možganom, bolj zdravim zaradi mene. Zakaj ne? Bolj zdravim možganom. Vidite, več hrane, boljša hrana, dobra hrana, večji možgani. Večji možgani, vidite, spretnejše roke. Bolj ribe, ki je fosforat. Tudi, seveda, prav gotovo. Dosti je treba piti. Tudi piti je treba. Ja. Spet. Ampak spet dosti, ne 10 litrov na dan, ampak ajde, reč po 2. 2, ja. Vidite, spretnejše roke, ker možgani nadzorujejo roke. Zmogljivi možgani bolje nadzorujejo roke in upravljajo z njimi, kar lahko vodi ob ustreznem treningu k spretnejšim rokam. Okay? Naprej, spretnejše roke, zdaj spet evolucijsko vzeto, so znale narediti boljše orodje, kar je prispevalo k večji možnosti, da bodo naši predniki preživeli. Orodja so bila vedno bolj spretna, vedno bolj zahtevna, vedno bolj obsežna in tako dalje. In tako dalje, ne od tistih preprostih peščenjakov, oziroma tistih kamnov, s katerimi so trli orehe in mogoče z obsidijana odrezali kakšno kožo, smo prišli k orodjem, ki danes seveda so izjemno zahtevna. Pametna naprava, ki jo imate v roki, je neprimerno zapletenejša zadeva kot lok in puščica. Ampak, zahvaljujoč našim prednikom, smo razvijali vse boljša orodja. In vse boljša orodja so prispevala k temu, da smo nalovili več in boljše hrane in krog se sklene. Krog se sklene. In zdaj, če mene kdo vpraša, se kdaj me, me kdo vpraša, kaj ne jaz naredim, recimo v zvezi z tem, da si bom bolj zapomnil eno stvar, da bom kognitivne spretnosti ohranil, da me ne bo toliko trema in tako dalje. A veste, praktično nikoli ni odgovor na tako vprašanje ena sama stvar, naredi to. Vedno je pravzaprav bolje razmišljati v smislu tega, kar je tukaj na zaslonu. Več stvari prispeva k temu. Ne ena sama, več. Od hrane, treninga možganov, branja knjig, pisanja zgodb, to, kar smo danes govorili, poslušanja glasbe, do uporabe orodij in tako naprej. Ker je to evolucijsko, to je ključna zavira, ki sem ga danes hodil povedati. Evolucijsko je tale krog, tukaj zelo preprosto, vidite, in povratna zanka pomeni, da se to skozi vrti. Skozi se vrti. Boljša hrana, boljši možgani, spretnejše roke, boljša orodja, več hrane, boljša hrana, bolj zdrava hrana, večji možgani in tako dalje. To je evolucijsko dokazano. In imamo cel kup raziskav, jaz sem danes omenil samo eno, ki je bolj povezana z glasbo, kako dejavnosti spreminjajo, preoblikujejo naše možgane. In ključno pri vsej tej zgodbi tukaj je preoblikovanje možganov, ker možgani nadzorujejo, kar se dogaja v našem telesu. Te zgodbe se zdaj še dotaknili nismo. Večji možgani, bolj trenirani možgani pomenijo tudi drugačne pozitivne vplive na naše telo. Saj možgani so del našega telesa. Bolj zdravi možgani s seboj vlečajo, če lahko rečem, tudi bolj zdravo telo.
Ker če mi skrbimo za možgane z ustrezno hrano, mi s hrano ne vplivamo samo na možgane, mi vplivamo na celotno telo. Vplivamo na svoje mišice, na telesno težo, na srce, da vse vplivamo. Zato je ta povratna zanka tako pomembna, da vedno znova ponavljamo isto. Zdravo jemo, pišemo z rokami, pišemo zgodbe, poslušamo glasbo, smo spretni z rokami pri različnih drugih dejavnostih, ne samo pri pisanju, uporabljamo orodja. In to je mogoče ena, skoraj bi rekel, paradigma, če ena beseda, paradigma. Zato, bom takoj povedal, kaj je, tak vzor. Paradigma v tem primeru je vzor za današnje življenje. Mi smo... Paradigma je več pomenjaka. Takoj, ja. Ana želi nekaj vprašati. Ja, seveda, ne vidim vsakogar. Dej, prosim. Moja soseda, niso ugotovili Alzheimerja. In mene zanima, kako se možgani takrat razvijajo, oziroma kako prepletmo, da bi prišlo do najhujšega Odlično. stadija. Poglejte, kako sem jaz to danes kar sluto malo. Dajmo pogledati še tukaj eno študijo, ki je bila pred kratkim. Poglejte, odgovor, seveda začetni, en od odgovorov, je v tej študiji. Študija je bila objavljena julija 19 lansko leto, demenca, Alzheimer demenca. Poglejte študijo, ki pravi, zdaj seveda, ko se je demenca začela razvijati, odstranili jo ne boste, nažalost, ker je to neurodegenerativna bolezen. Tako pa sploh pride do demence. Ok, bomo še tu, ja, zadrži malo, bomo do tega prišli, spomnim me. Najprej tole. Ko se začne, jo lahko kvečemo upočasnimo. Za enkrat. Mogoče bomo kdaj v prihodnosti znali tudi ustaviti. Za enkrat, če ne znamo. Lahko pa upočasnimo. In tale študija, gledajte, bomo prebrali lepo počas, tole povzetek. Torej, neka nova pilotna študija je bila narejena, pilotna študija, znanstvena študija, kako lahko uporabimo, gledajte, live music therapy, glasbeno terapijo z glasbo, v živo, poslušanje glasbe v živo, kar je povezano s tem, kar sem že prej danes govoril, preoblikovanje nevronskih mrež v glasbi in tako dalje, in uporabljajo, pogledajte, imenujejo melodik, ne da bi uporabljali drugs, zdravila, vsaj za to, seveda, za kakšne druge stvari, tudi se ne uporabljajo, glasba. Torej obstaja terapija z glasbo pri dementnih pacientih, da zmanjšuje, upočasnjuje propadanje nevronskih mrež v možganih, kar je drugo ime za, zato neurodegenerativna, to je drugo ime za demenco, upočasni oziroma jih krepi, to sem že prej danes na začetku povedal, preoblikuje jih in krepi. In, če bi šli zdaj naprej pogledati, bi videli, kako lahko z branjem knjig, omenila čisto konkretno to sosedo, branje knjig, poslušanje glasbe, če je še dovolj spretna pisanje, zgodb na roke, 3 dejavnosti takoj. Demenca ne bo čudežno izginila, ampak ob vsakdanjem treningu jo lahko, to tudi študije dokazujejo, v precejšnji meri upočasnimo. Še enkrat, poslušanje glasbe, branje, česarkoli, meni vsem česa, vremenski napovedi, branje, pisanje, Kaj pa petje? zaradi mene, seveda, ko poslušam glasbo, še zraven pojem, še boljš. Seveda,
Seveda, vse to je trening za možgane. Petje, vriskanje, ja, prosim. Najbrž pa prehrana tudi te zagovorimo. No, to smo prej, kako je to povedal? Seveda, Ribe. seveda, a ne? Čim bolj zdrava, kot se temu reče, hrana. In zdaj smo že kar našteli, ne? Spet smo pri unem krogu, ko smo bili prej, da se skozi vračamo, ne? A potem bi komad mogel spremeniti od bolje biti pijan nego star. Bolje biti star pijan. nego pijan. Bolje biti star nego pijan, bravo! Se strinjam, odlično! Odlično, zlasti bolje biti zdravo, star kot pa pijan, bravo! To je bilo lahko naslov današnjega sedanja. Bolje se biti star pa šibek, kakor pa pijan do nezve. Bravo, kot pa pijan pa star 25. Ja, se strinjam. Odlično. Torej, ja, vse to je povezano, ne? Prehrana, ne? Gospa bi lahko rekla, ok, kaj pa če bi se jaz zdaj lotila kakšne spremembe v prehranjevalnih navadah? Mogoče začnem uživati kakšno hrano, ki je za moje možgane bolj zdrava od tiste, ki jo že uživam, zlasti cukri, transnasičene maščobe in tako dalje. To je ena možnost, ne? Ki je zelo pri roki, te ni treba, ne vem, česa narediti, ne? To lahko spremeniš. Druga zadeva, kot smo rekli, poslušanje glasbe spet nič ne košta prav dost, pa se imate na netu glasbe, na Spotify se naročiš glasbe, kar hočeš. Pisanje z roko, petje, pripovedovanje zgodb, pogovarjanje z, se rabiš ne živi sama, to so vse dejavnosti, ki upočasnjujejo demenco, če že obstaja. Celo znanstvene študije, kot ste videli, obstajajo, da do določene mere se lahko celo zmanjša število zdravil, količina zdravil, ker so ti učinki lahko celo boljši od zdravil. V študijah so veliko ravnin. Recimo, jaz ne razumem, kako ima lahko moj oče, čeprav je bil pač alkoholik, pa je bilo, če je porumenil, sam ne razumem, kako ima lahko toliko možgane sprane od ene oddaje, ki jo gleda na televiziji. Aha, če sem jaz razumel, gleda neko oddajo na televiziji in ta oddaja vpliva na njo. Ta oddaja vpliva na njegove možgane. Aha, na njegove možgane vpliva. Kako pa? Kako vpliva? Pač, da ga Hočeš reči, da jo več ali manj zmeri omenja. ja, da jo zmeri omenja, pa da sam to misel, kar oni govorijo, kar je pa realno, pa ne. A ja, aha. Ja, to bo zdaj spet ena, ne vem, kjer je že 17. tema, a ne? Zakaj ljudje včasih, ali pa nekateri ljudje verjamejo, naprimer v kakšne oddaje, kot jih ti omenjaš na televiziji, in se zapletajo vanje in jih skozi obnavljajo in ponavljajo in tako dalje. Zdaj se je to od vsakega posameznika odvisno, ne? V kaj verjame, zakaj verjame, kaj mu to pomeni. Tako da nasplošno bi jaz rekel takole, nasplošno. Naprimer, to, kar mi danes počnemo tukaj, evo, zadnjo uro pa 9 minut, to, kar mi počnemo tukaj, zadnjo uro in 9 minut, je, to si upam reči, v vseh svojih razsežnostih dobro. Ne glede na to, koliko komu to pomeni, kar jaz tukaj govorim. Enmu več, enmu manj, enmu nič. Ni pomembno. Zakaj je to, kar mi tukaj zdaj počnemo dobro? Zato, ker je,
bom uporabil to besedo, čeprav bo čudno zvenela mogoče, zato, ker je zahtevno. Zato, ker to, kar tukaj počenjamo zdaj, danes, zlasti jaz, ki skozi govorim, je za vaše možgane zdravilo. Za vaše možgane je zdravilo zato, ker je zapleteno, ker je zahtevno, ker je s svojim govorjenjem silim vaše možgane k delu. Ja, razmišljanje. K razmišljanju. To je dobro. A si to lahko zasvojen dušamo? Naprimer, moja mama je imela teto, ki je bila še živa in je ful rada spremljala te oddaje, ki so dormeo tisti jogi pa sezamniki, pa je skozi naročevala te stvari. Ok, zdaj to so oglasje, to propaganda, to jaz nisem najbolj završen o tem. Dejmo ne smeš preveč verjeti. To je, sveda, zdaj, komu to všeč, to se delajo na tem delajo reklame, da so čim bolj všečne. Sej so všečne, ampak prav zelo kompleksne pa niso, no? Tako da jaz bi raje namesto tega kakšno knjigo bral, kot pa glase gledal, če mene vprašate. Ali pa kakšno resnično. Ampak je takega. Sej, osnovna ideja, ki jo zagovarjam, je tale. Za vaše možgane je dobro, tako kot za mišice, lotevati se novih dejavnosti, ki so vsaj malo bolj zahtevne od dejavnosti, ki se jih že lotevajo. Vi nikoli ne morete mišice okrepiti, če boste vedno znova dvigovali 3 kilsko tež. Ja, to je tako. Ko boste prišli na 5 kilsko, bo se mišica odzvala tako, da se bodo vlakna okrepila in proizvajali bodo beljakovine in mišica bo večja, bo zrasla. Zdaj, večno poslušati ene in iste reklame, oglase, oddaje in podobno, jaz glih nisem navdušen. Zdaj, če vam pa to paše, prosim, to je vaša stvar. Ampak kognitivno vzeto, z vidika možganov, ne moram biti na tem navdušen, ker to je bolj ali manj eno in isto. Naši možgani pa hočejo kaj novega. Tako so narejeni. Tako jih je evolucija 8 milijonov let trenirala. Vedno je bilo kaj novega. Zato se je tudi volumen povečal iz 400 na 1400, če ne bi ostal pri 400. Šimpanzi, na primer, imajo večno tam približno malo manj kot 600 kubičnih centimetrov. Pa imamo skupnega prednika. Oni so še zmed pri 600, mi smo na 1400. Ker smo se znašli, to je ena slikca, če ste si jo tukaj zapomnili, vidite, pred približno 8 milijoni let, ko se je spremenilo podnebje in je postal jug Afrike, tam, kjer so naši predniki bingljali z drevesi, postalo bolj suho, en del je postal bolj suho. Šimpanzi so ostali v gozdovih, kjer so bili tudi prej naši predniki, v gozdovih so ostali, še zdaj v glavnem plezajo po drevesih, redko so se spustili na tla in so na tleh. Medtem, ko so naši predniki odšli v savane, travnate površine, kjer je bilo malo dreves. In so se bili prisiljeni, če so hoteli preživeti, na novo prilagoditi, novemu okolju. A veste, kaj sem prej rekel, naučili so se hoditi po konci, po 2 nogah. Če ste v gozdu, če ste šimpanz, da skačete z veje na veje, ne rabite hoditi po 2 nogah. Ja. To ni potrebno. Skačete in uporabljate vse 4 okončine in šimpanzi so blazno spretni. Medtem ko naš prednik je pa moral najti nove načine preživetja. In poleg, da smo na začetku, poleg hoje po 2 nogah, skozi milijone let, je razvil tudi neprimerno večje možgane, kot jih imajo šimpanzi, in zdaj smo naredili krog. Se pravi, mi smo bili, kot naši predniki so bili prisiljeni, če ne bi preživeli.
In naši možgani so navajeni na take prisile, navajeni so, radi jih imajo. Kaj to pomeni? Naši možgani imajo radi. Danes preberem eno knjigo, jutri preberem eno, ki je malo zahtevnejša. Naši možgani so srečni. Naši možgani niso srečni, ko beremo vedno enako zahtevne knjige. Je dolg čas. Niso srečni. Ko pa se lotimo zahtevnejše, nastanejo nove povezave med nevroni v možganih, ker jih mi spodbujamo k rasti. Ko pišemo z roko zgodbo, ali pa zaradi mene Vojno in mir, silimo možgane, da razvijajo nove povezave. Nove povezave pomenijo boljši spomin. Nove povezave pomenijo več novih besed. Nove povezave pomenijo tvorjenje lepših povedi, boljših, daljših, pomenijo pripovedovanje bolj zanimivih zgodb in tako dalje in tako dalje. In potem, ko nekdo pride k Dušanu Rutarju in mu da test inteligentnosti, se čez nekaj časa pokaže, na začetku so bili rezultati tukaj, zdaj so pa tukaj. Ali bi to hoteli? Ja, upam, da ja. Upam, da ja. In to znamo. In naši možgani vejo, kako se to naredi. In hočejo, da se to naredi. In so srečni, ko se to naredi. Čeprav je naporno. Smo pa tudi rekli, je pa naporno. Treba je to probati. Tako je. Nič hudega, če je naporno. Možgani so navajeni na ta napor. Ja, vsak dan delaš nekaj novo, pa bo vse manj naporno. In zdaj še k vprašanju, zakaj sploh nastane demenca in the first place. Ja. Pred leti so znanstveniki z enimi napravami skenirali možgane, se pravi, pogledali so v možgane in so dokazali, za razliko od prejšnjih domnev, kdaj nastane demenca, se pravi, še danes mnogi ljudje mislijo, da se demenca začne razvijati, ko je človek star. Demenca se začne razvijati, ko je človek star 18 let. Pri tistem, ki se, ne pri vsakem seveda. Pri 18 letih, plus, minus, ne vem, da je zdržal za besedo, se že pojavijo v enem predelu v možgani, ki se imenuje hipokampus, se pojavijo tako imenovani plaki oziroma beljakovine, ki jih nočete tam imeti. Niso dobre, niso v redu. So že detektirali, se pravi, pri 18, sve, zdaj, ko je tam noter 5 takih beljakovin, tega nihče ne ve. Ne morate vedeti. Nobenih posledic še ni. To je počasi. Ampak, če ima nekdo demenco pri 70-ih, se ni začela včeraj. Tako kot prehlad. Dobite virus včeraj in danes že smrkate. Pri 70-ih imate recimo demenco, ki se je začela desetletja prej. Samo opazili niste, ker gre tako počasi. Ker gre tako počasi, takoj, in v tem času, ko gre počasi, bi s takimi dejavnostmi, o katerih danes ves čas govorimo, pisanje z roko, branje knjig, reševanje križank, zahtevne naloge, ali pa zaradi mene učenje violine, ali pa klavire, ali pa tujega jezika, vseeno. Dejavnosti, s katerimi treniramo možgane, bi lahko tak izbruh demence odložili ali pa celo preprečili. Ali pa celo preprečili. Ampak treba začeti pa dosti zgodaj. Pri 70-ih, zdaj imam pa demenco, so mi rekli, zdaj bom pa nekaj naredil, sorry, malo prepozno si za par desetletij. Se pravi, ko se demencija še začne razvijati, obstaja možnost, da mi zaustavimo. Obstaja realna, velika možnost, da jo zaustavimo. Se pravi, če bom jaz pri 18-ih bral veliko knjig in se ukvarjal z vsemi temi dejavnostmi, ki se jih omenjal, da jih ne bom vedno znova našteval, je, razen seveda nekaterih genetskih dejavnikov, je skoraj zelo malo možnosti, da bom kdaj dementen. Zelo malo možnosti.
Ker demenca je neurodegenerativna. Če jaz krepim nevrone, hkrati preprečujem, da bi degenerirali, propadali. Če jih krepim, ne propadajo, če jih pa krepim, to je logično. Če jih krepim, bolj ko jih krepim, tako kot mišica. Če vi vsaj dan dvigujete uteži, vaša mišica ne more propadati. Ker če bo krepi se lahko. Ko pa neham, bo pa počasi se mlahala in skratka. A je še kakšno vprašanje? Od tebe ne? Od mene. A ja, od tebe je? A ja, izvoli. Super. Povej. Zaenkrat so eni poskusi eksperimentalni, ki celo v bolj napredujoči obliki demence se zdi, ampak to so eksperimenti še na začetku, da bi jo lahko celo ostali. Kaj se zgodi, ko jo ustavimo, je ni več? Ko se jo ni več, zdaj v prihodnosti verjetno bomo znali tudi te plake, so beljakovine, odstraniti. In bomo znali odstraniti, da ne bodo škode delali. Se pravi, možgan injekcijo v glavo? Ajde, recimo, metaforično. Rajkam drugam, ampak ajde, ja, nekaj naredimo. Ali pa možganska operacija? Niti ni potrebno, mi poznamo že zdaj boljše načine, da preprečujemo nastajanje teh beljakovin, plakov, preprečimo, se pravi, ni treba jih z macolo dati, pa vsazga glavo, ne, to ne. Verjetno bo to kar v obliki zdravila. Se pravi, človek se bo lahko dosti zgodaj v mladosti že dal testirati, ali je genetsko, ali pa kako drugače predisponiran, da bi dobil to. In mu jo dali zdravila in rekel tako, tole jemljite, ne vem, toliko časa, vsak dan, demence ne bo sploh nikoli. Ali pa injekcijo. To že obstaja? Eksperimentalno to obstaja, ja. Ampak to so eksperimenti, to je še v poskusni razvojni fazi, to ne moramo še zdaj reči, da je prezgodaj, je to že dokazano, to velja, ne, še ne velja. To so poskusi. Ampak vemo, v katero smer delati poskuse in v to smer grejo raziskave. Se pravi, čez 5, 4 ali pa 5 let bi obstaja možnost, da bo to že dokazano. Jaz ne vem, če glih čez 4 ali 5, ampak če je to metaforično, čez nekaj let, bi pa lahko že kaj takega se je zgodilo, zlasti zdaj s pomočjo umetne inteligence, ki je blazna pomoč. Umetna inteligenca blazna pomoč in te raziskave se zna zgoditi, da celo 4-5 let. Ne vemo, ampak lahko bi so to bilo, jaz ne bi bil prizadišče. Ali pa čez 10 let. Ali pa čez 10 ali 15, pravi, ne vemo, ne? Ampak ni pa to čez 1000 let, gotovo da ne. Smo dosti daleč. Čez 10 ali 15 let, celo prej bo vse na robotniku. Mogoče ne čez vse, ampak precej pa ni to. A ni da zdaj, ko je ta AI, da se še bolj povečuje riziko demence, ker te vse napomežuje? Ja, dragi moj, zdaj si pa odprl še eno temo, ampak moramo mi nehati. Ni nujno. To je ravno tako, kot če bi rekel, zdaj so pa ljudje iznašli, ne vem, vile, zdaj bodo pa spadali drugega z vilami. Ne, če se naučiš, zakaj vile so. Ne, umetna inteligenca, če bomo pametni, če bomo inteligentni, jo bomo uporabljali kot orodje, kar tudi je. Ni najbolj za glasbo, samo zgradja v bistvu od Mozarta. Je izjemna glasba za poslušati v luči tega, kar smo danes povedali, ja? Pravi 10-15 minut vsakega koncertove glasbe. Jaz ne bi bil čisto nič proti temu. Lahko zaradi mene tudi 1 uro, ampak ajde. Še na recept. Ja, recimo, 15 minut recept. Mozart 15 minut ponovi vsak dan. Zakaj pa ne? To bi bila kar dobra varianta. A ne bi bila dobra? Da bi bila prav dobra. Evo, pa še zastojnje. Ok, dragi moji.
Ja, glejte, smo omejeni s časom, lahko nadaljujemo kdaj drugič, če me boste povabili, če me ne boste, ne bomo. V vsakem primeru pa hvala lepa, da ste meni, ste vi tukaj.